Ciao ragazzi, evo nas v 4. epizodi podcasta Pod prečnikom. Danes bom predstavljal skupino D, kjer so Italijani, Angleži, Urugvaj in Kostarika. Še vedno smo vsi kot zadnjič, Vanč, David, Niko. In danes bomo začeli kar lepo z Italijo, se spodobi. S priljubljenimi zahodnimi sosedi. Azzurri, zato tudi tak pozdrav. Drugače pa spremljajte nas še na Twitterju, Facebooku in spletni strani. Zdaj pa Italija. Zdaj pa začnemo, ne? Azzurri. Italija. Azzurri. To je seveda ena najmočnejših, najbolj uspešnih reprezentanc vseh časov, lahko rečemo. Sploh na svetovnih prvenstvih. Za Brazilijo v bistvu 4-krat so zmagali svetovno prvenstvo, Brazilci edini, ki so več. In že, ko so začeli, ker prvega prvenstva so niso odložili, 30, ki je zmagal Urugvaj, to pa oba naslednja 34-38. Italijani. Seveda, jasno. V bistvu prva dva prvenstva bili najpremagani, tako da rečemo. Takrat je blestel, ne? Giuseppe Meazza. Giuseppe Meazza, ja, ki je res tehničar. So rekli, edini je bil v ekipi, ki je lahko kadil, pa bo le ni težil, ker je dosti dober, da je to izmotil. Danes bi to težko, ne? Ja. To res je rezerviran že od nekdaj samo za največje unga, največji car, ja. Unka najvišji nabije. Vedno kokšarov, rokometarcev, precej je to kadil. Ampak ja, Giuseppe Meazza, seveda vemo, da po njem je ponovan stadion. Ja, največjih legend, Inter Milan igrati na tem stadionu. Potem sem še enkrat zmagal svetovno prvenstvo leta 82. Takrat je bil lahko rečemo glavni igralec Paolo Rossi. Se je v bistvu zanimivo takrat vrnil po 3-letni kazni zaradi stav. Se kladijo malo. Se kladijo, poznamo v Italiji, v zadnjih časih še malo več. Včasih je tudi zgleda to bilo, ne? Ja, v bistvu je, ne vem za točno zgodbe, ampak bil suspendiran 3 leta in glih nekako od teh meseci pred svetovnim se je vrnil iz tega suspenza in potem mislim popeljal do naslova, tako da poleg njega je bil govor še Dino Zoff, še ena legenda. V 40 letih takrat, ampak ja. Če gremo naprej, v bistvu 2006, dost prekratki prvenstva. Še sveže v spominu, ne? Sveže, ja. Verjetno najbolj znano po Materazzi Zidane. Ja, spuca z glavo, ne? Psuje majku, si puca glavo. Ja, priporočamo to pesem na YouTubeu. Materazzi psuje majku, se imenuje, se mi zdi. Cazin, kaj, spomnim se. Cazinski. Cazinski, to je. Ja, to. Močno priporočamo. Ja, takrat so pač osvojili, proti Franciji, Zidanom. Recimo, da spomnim, da so 5 penalov zadeli vseh, ki so na konci penali, pač. Ja, Zmagali. Zgrešili. Pa tudi že v polfinalu so premagali domačine Nemce. Ja, to so mogoče še teže zmagali, lahko rečemo. Sploh pač, domačine premagate, vedno se to težko. Pa tudi zadnjo evropsko, v bistvu, če pred tem svetovnim, ki nas čaka, so pač tudi bili igrali super, Ja. Že pod vodstvom trudnega trenerja, Prandelija. V bistvu vse do finala precej gladko, polfinale z Nemci recimo. Angleži so imeli na penalih, ne? Ampak Angleži penali. Bomo pol, bomo vlekši o tem. Kdo jih ne premagali v penalih. Polfinalu so sicer Španci malo odigrali. Kar precej, ne? 4-0, da spomnimo koga, ja. To jim gre verjetno malo tako. So ostalo spominu zikar nekako težko pa, skoro smo što v mislih, tako da rečem. Že da so do finala prišli takrat, se mi zdi, da vse mogoče niso bili prejšnjo evropsko taki favoriti izraziti. Ja, niso to. Mogoče tako spomnim Balotelli, da je najbolj glaven. Pa so bili tudi drugi igralci, ampak recimo Pirlo in podobni smo vsi vedeli, da pa bojo dali svoje. Potem, ko Balotelli je bil takrat pri Cityju, pa tako... Proti Nemčiji je Paolo res, ne? Res eksploderal, ja. V bistvu sam, skoraj da rečemo, 2 gola dal, če se ne spomnim. To bi verjetno zaznamovalo to prvenstvo tudi do njih. Zdaj se mi zdi, da je veliko bolj napredovala ta ekipa. Bi rekel, če bi bilo zdaj evropsko, da bi imeli dosti večje, da bi dosti više kotirali.
tako da tudi na svetovnem boju. Dobro, če so prišli v finale, ni glih slabo, ne? Ne, pravim pred, ne? A prej, ja. Če bi bilo zdaj, ne? Ja, no, se pa če gremo tudi pogledat malo ekipo, ne, malo slabo. Tudi kar veliko enih novih igralcev, tako da rečem, ker nimajo nekih velikih nastopov ali pa golov, tako ne. Čeprav v golu je Buffon, ker točno nasproti tega, kar sem rekel. To će biti res. Ja, sploh mislim, da pač si ga poznamo, vsi vemo, da je gledamo še dolgo. Še 30 let bo on prvi gol v Italiji, pač Buffon. Ja, gleda isti, da se spreminja. Ni boljši, ni slabši, to je Buffon. Pa tudi obramba je pač močna, sploh na sredini, no. Trojka iz Juventusa, Chiellini, Bonucci, Berzali. So mogoče malo navajeni tako igrati skupaj, ne, v tej... Oni imajo to trojico, ne, Italija pa verjetno ne bo igrala s to postavo. Pa igrala 4 v obrambi, super sigurno. Kjer je pa v bistvu nekako najšipkejša točka, so pa ta dva boka, ne. Kjer sta verjetno boste igrali De Sciglio in Abate. De Sciglio je tako zelo talentiran. Je nek talent. Jaz meni se zdi, da zna on kaj dosti pokazati. On bi znal res, ampak pač prej 20 letih ali 22, pač težko je zaupati takom igralcem. Ja, to je res, ja. Sploh Italijani ne radi zaupajo kot starejši. Ja, čeprav letos je drugačne. No, razen. Kako ste Kurta lahko raj vrne iz mladincev, počeli s Fabio Grosso. Ja, takrat so imeli na zadnjem tem 2006, so imeli Grosso pa Zambrota, ne. Ja. Slabeka pa recimo ful dobra. Ampak se tam recimo z Italije igrala ful dobro, pa pol nekako slabši, sploh Grosso je pa ful padel po teh let, po tej sezoni Zambrota pri Barceloni, tako da ni bil, ne. Pol na sredini je spet Pirlo in to. Standard, ja. Pa De Rossi. Kaj pa tole zdaj zadnja tekma z Luksemburgom, ne? Remi doma, na pripravi svetovno, pa proti Luksemburgu v prvo postavo dati Pirlo, De Rossi, Verratti, pa še Marquisio na sredino okrepiš proti močnemu Luksemburgu. Se pripravljajo na Suareza pa tako naprej, ampak se pripravljajo proti Luksemburgu. Ampak po mojem bo še vedno nekako, se pričakuje, no, tako tudi gledano te tekme še prej, da bo nekako stremi na sredini, kjer bo Pirlo pa De Rossi, kot sem že rekel, sigurno, pa potem verjetno še Marquisio, ki tudi da igramo. Potem trije nekako bolj napadalno usmerjeni igralci, no, kjer je ziher čisti špici za Balotelli rezervirano mesto, no, samo na začetku. Pa za njim bosta pa dva, ki imajo pa ful ene izbire, no. Po vsej vrednosti bi znal Kasama celo začeti. Še zdaj. Ja. Pa so pa tukaj še Alessio Cerci, Ciro Immobile, ki je prvi strelec Serie A, zdaj v Borussijo. Pa Gilardino. Gilardino ne bo več 30 prečk. Kaj pa Luka Toni je 118 polomija, da Luka Toni na prvenstvu. Ne gre na rezultat, Luka Toni bi bil, da ga uvedel za naslednje. Ja. Še problem. Ja, imajo zelo močen napad, se mi zdi. Čeprav zanimiva stvar, da prvi strelec te reprezentance je v bistvu Daniele De Rossi s 15 goli. Ja, trenutnega izbora. Ja, trenutnih, ne. Tako da noben od teh napadalcev, tudi Balotelli, pač ni dolgo pri tej ekipi, mislim, ni dolgo prvi postavil, tako da rečem. In tudi vsi te ostali so novi, Immobile, Insigne, recimo še Lorenzo Insigne iz Napolija. Tako da je ful enega talenta, ful pričakovan od njih, tako da rečem, no. Zgleda, da ni nekoga, ki bi se lahko zanašal na njega, da bo kar zabil, ne? Balotelli je prej bil, no, čeprav letos malo slabši formu. Je pa še en igralec, ki ga niso vzeli, tudi na Giuseppe Rossi. Ja, to je pa kar njega v bistvu skoraj nobeno večje tekmovanje do zdaj. Ja, imel glavno s malo poškodami, no, to je bilo največje. Ampak letos je bil tudi on, je pričakoval, ker je tudi po tem, ko ni bil poklican, je bil neka scena na Twitterju, neki kaj me nisi. Pranje je mazanega perila. Ampak, ne vem, no, še vedno je to močna ekipa, no. Kaj pa misliš pa glede njih? V celoti? Mislim, da grejo daleč. Daleč. Finale jim ne uide, ne? Ja, ok, to je kar tvegano, ampak tam kako polfinale, pa mislim, da... Skupina je kar težka, ne? Se bomo pogledali še v preostale ekipe, ampak če me ne vprašaš, da je bila lahka skupina. Ja, jaz tukaj strinjam, nekak jim rata pač. Ja, prvo tekmo bojo izgubili, pa počasi, ne? Ja, po mojem ne bojo prvi, ampak naprej po skupini mislim. S 3 točkami bojo drugi, ne? Ciljno. Ampak meni zelo všeč ta ekipa leta, smo moram reči. Dosti bolj všeč, ker mi včasih bila Italija. Nisem bil nek fan. Meni nikaj več. Ni. Ja,
Meni tudi ne. Ok, to je to. Ampak bodo pa daleč prišli, to nam je pa vsem jasno. Ja. Prav. Ok, to je to za Azure, ne? Dobro, ta muska zdaj sicer nima nobene veze s Kostariko, ampak jebi ga. Ja. Dobra glasba. Ja, dobro, ja. Tako da gremo pogledati Kostariko, ne. Los Ticos, to, ko se imenujejo, to je nek splošen izraz za Kostaričane v bistvu. Pa La Sele, kar je krajše za La Selección, se pravi. Se sem glih hotel vprašati, če bo zihar bo spet kakšen La Selección. Ja, kjerakoli špansko govoreča reprezentanca bi lahko to bila, tako da ja. To je slabo zdevk, ampak boljši od piratske ladje. Ja, smo že videli, ja. Tako da ja, so taki precej neznane reprezentance, ne, ampak pa se pokaže v bistvu, da niso tako zelo bedni, kakor izgledajo, ne. Konec koncev so najbolj uspešna centralnoameriška reprezentanca. Bolj kot Mehika? Ne, ker Mehika se kle ne šteje, se bolj kot Severno, ja, drugač pa druga za Mehiko, ja. Trikrat so osvojili te njihove igre, CONCACAF, bili so tudi zdaj 4-krat na svetovnem prvenstvu. Prvič 1990, ko so se tudi osvojili, ko so se uvrstili, se pravičujem, med najboljših 16, ja, to je bilo kar, ne, za tako državo, ja, da priješ v osmino. Takrat je bilo sicer malo lažje, so se uvrstili naprej skozi kvalifikacije, ker Mehike ni bilo kvalifikacije, to si ti že omenil, ne? Ene strudije so poslali na tekmo mladincev, pa so suspendirali, ja. Tako da je bilo malo lažje, ne? Pa potem so bili v bistvu skozi vmes, razen 2010, ko jih je pa pahnila ZDA v dodatne kvalifikacije, so jih vrgali, ja. V 95 minuti so jim zadeli, ne? Tako da, zgleda, nismo bili mi edini, ko so jih Američani zjebali za čisto. Se spomnim Josie Altidore, ki je nekaj skočil v zrake. Ja, kar naenkrat proslava, ne, pa ja, vsi, pizdarija. Tako da so pa zdaj kar gladko prišli na svetovno, no. Že 2 kroga pred koncem kvalifikacij so imeli zagotovljeno to, kar solidno odigrali, pol prijateljske zatem pripravljalne pa ne glih, ne. So v bistvu zgubali proti Avstraliji, Južni Koreji. Avstraliji, se že so meni 4-3. Pa proti Čilu, pa Japonski tudi ne, to so same soudeleženke svetovnega. So pa oni nekako vsem bolj znani, da mogoče se izkažejo proti malo boljšim ekipam, no. Zdaj zadnje čase so enkrat remizirali proti Španiji 2-2, pa enkrat namučili tudi Brazilijo 2-1. Ali pa če pogledamo recimo na prvenstvih, enkrat so takrat 2002 so igrali proti Braziliji v skupini, pa so bili edini na tistem prvenstvu, ko so jim dali več kot en gol, ne, 2. So pa pač jih kasirali za to 5. Ja, ne. Letos bomo imeli kar nekaj šans za proti boljšim ekipim igrati, ne. Ja, nekako, ja, bojo lahko imeli veliko priložnosti, da se izkažejo proti boljšim, ja. Mislim, da jih čaka kar pizdarija, ne. Tako da, ja, njihov asistent je zdaj še ena od legend, Pavlo Wanchope, če se ga spomnite, ja. Drugi najboljši strelec njihov s 45 goli, ne. Ki so v Angliji igral. Ja, v Angliji, v bistvu njegov gol za Derby County, na debiju je bilo to, ko so zmagali proti Unitedu, Manchester Unitedu s 3-2. Takrat je obrnil ene par igralcev Uniteda, pa lepo mimo Schmeichla zadev, ne. In ta gol je bil na 125. obletnici Derby Countyja na proslavi izbran za najlepši gol v zgodovini tega kluba, ne. To ni kar tako da mogoče bo ponudil kako vodstvo svojim varovancem, ja. Se spomnim tudi enega carskega gola na 26 prvenstvo. Ne vem točno proti komu so igrali, proti Nemcem zihar ne, ampak tako iz pol metra je na pol podprečen zabil, tak močen. Urašle. Ja, no takrat 26 recimo so igrali otvoritveno proti Nemcem, ne. Ja, zgubili so sicer 2-4, ne, ok, se zdaj sami poraze naštevam. Ampak so pa tudi jim zagustili, ne, bila je ful zanimiva tekma, atraktivna, pač niso prišli kaj, se samo lešt, pa ajde, ne pregazite nas, ampak so kar ponudili nek odpor, ne. Zdaj pa letos, če pogledamo po ekipi malo, to je bolj en seznam anonimcev, ne, razen s par izjavami. V golu je v bistvu Keylor Navas, ne, to je... Verjetno kar gladko najbolj znam. Ja. Najbolj v formi, tako da reči. Verjetno bolj to, ja. Nekako se je s Courtoisom konec konca konkuriral, samo on njemu, ne, za najboljšega vratarja La Liga letos. 15-krat je ohranil clean sheet. Pa še ena fina stvar je, ko je enkrat prišel en španski profi tenisač, ki navija za Levante, je prišel na njihov trening, pa mu je tam tolkel forehande lepo, 160 km na uro, ne, te žogce, in jih je branil Navas lepo v golu. Tako da
Bomo videli, kako bo proti Pirlovim. Ja, projektiv, če se da primerati, ne. Pa tudi pod kakšnimi Suarezovim bombom, ne. Ja, veliko bombo verjetno kasiral v svojo smer, ne, tako da. Pa v obrambi pa ena velika izguba, ne, ko manjka Brian Oviedo. Zlomil nogo. Dvojni zlom noge, ne, za Everton. On je bil letos, mislim, pred poškodbo, kadar je treba bilo koga nadomestiti, se je zmer izkazal. Mislim, da je lepo je Reinsa nadomestil. Parkrat je bilo kar treba, ne, in je zmer pokazal, da ima nekaj, tako da verjetno bo kar precejšnja izguba, sploh, ker nimajo nekaj, no. Ne vem, če bi poimensko, ker to so neki igralci iz Kostarike, več ali manj. Je pa na sredini en zanimiv igralec iz domače lige, Jelcin Tejeda. Jelcin mu je lepo ime, kar po Borisu Jelcinu. En 22-letnik, tak klasičen razbijač. Igra pa za Deportivo Saprissa, ne, to je itek kostariški prvak, močen klub. Za njega ne bi se kar zanimali v Evropi, no. Tako da mogoče boste za njega še kdaj slišali, če ne na svetovnem, pa pol kasneje. Bo eno odkriti prvenstvo. Ja, zna biti, ja. Znajo v Rusi pa kupek. Bodite pozorni, pa kak klub Briš, se mi zdi, tak klub za tazga igralca. V napadu pa pol se je nekaj imelo, ne, Brian Ruiz, pa nekako on je najbolj konstanten v tem, da je konstanten. Ja, enkrat 10 tekem je dejansko pokazal nekaj. Pa je bil nek talent, ne, še nekaj let nazaj v Fulhamu se nekako pričakoval njega. Ja, pa še ne niti talent toliko več, že bil kar v redu igralec iz dela, ne, tam v Nizozemskem za AZ, če se ne motim, je bil kar dobre predstave skozi kazal, Fulham je pol vrpel z nekimi dobrimi pričakovanji, pa ni bilo pol nič od tega, ne. Zdaj pa v PSV-ju je bil posojen tudi zadnje pol sezone, ne. Potem je pa še Joel Campbell, ki je pa posojen iz Arsenala v Olympiakos. Zdaj Arsenal nekako mogoče še upa, da bo kaj iz njega, ne. Ni več niti spet tisti rosno mlad talent, ampak... Letos prvo Olympiakosu, v Ligi prvakov se ga soliden, ja, en gol lep je piknul v Unitedu, ne. Tako da... Mogoče še bo kaj iz njega. Spet Phil Jones se obračal. Ja, če bo Jones pa Smalling, zna biti, da bo imel pol kar izlet lepo po igrišču, ne. Tako da, ampak to je bolj to, kar se tiče Kostarike, ne. In kaj pa misliš, da bojo? Ja, nič točk, mislim, ja. Nič do ena. Če znajo lih kak Angleže presenetiti, mogoče. Se mi zdi, ja, tako da ne bi jim kaj več. 4 leta spet govorili. Kostarika je kar dobro igrala, zgubili se tri tekme. Dobro so operali. To pa, ajde bomo rekli, da bojo eno nekako prekrižali načrte. Saj zaprejo, ne? Ja, kar zaprejo. Ja, kar zaprejo. Se mi zdi 4-2-5-2, to... Kar je res slaba obramba, ne vem, ja. Ja, ampak... Glej, bomo videli presenetiti, ja, nekako je res težko kaj reči, ampak jaz bi rekel, da nič kaj dosti, ja. In to je nekako to, kar se tiče Kostarike. Ok. Lucho, 3 para Uruguay, que no ni no. ¡Ey Luis Suárez, 3! Ok, naslednja reprezentanca je Uruguay ali The Sky Blue One po angleško. Spet smo pri teh modrih, ne, že pri japonski smo bili samure, oni so pa sinje modri, tudi zaradi barve dresov. Drugače pa Uruguay je najuspešnejša reprezentanca vseh reprezentanc v bistvu na kjerikoli tekmovanjih uradnih. Oni imajo 20 teh nekih naslovov, to se šteje olimpijske igre, Copa America, svetovna prvenstva in so v bistvu potem nekako najboljša reprezentanca. Pač največ naslovov imajo? Kjerikoli, ja, pač uradnih. Če vedno so pač manj vredna, verjetno neka... Manj so vredna, ne, ampak so pa tudi svetovni prvaki dvakrat, ne. Prvi svetovni prvaki so tudi oni leta 1930 na domačem prvenstvu in pa 1950 v Braziliji, kar sem tudi že omenil v Braziliji, ne, ko smo govorili. Zdaj pa če še povem nadaljevanje tiste zgodbe, ki sem že pri Braziliji povedal, ne, v tistem prvenstvu 1950, je urugvajski takrat kapetan, je pred tem finalom, ko je bila taka euforija na Marakani pred tekmo, ko so Brazilci že razglasili za prvake in to, je on kupil ogromno število fotografij, pač brazilske ekipe, ki so pač prodajali na ulicah, ko je gor pisal, mi smo svetovni prvaki, Brazilci pač, in je razdelil te fotografije
kopalnico s soigralcem in so po njih scali. Ja, tako so si nekako nabijali tisto motivacijo. Ne. In pa imel je tudi nek emocionalni govor v slačilnici pred tekmo, ki je v bistvu zanikal taktiko trenerja, ki je zasnoval neko tako obrambno taktiko, ne, proti Brazilcem itak. Ne. In je rekel, da naj se spustijo odprt boj proti pač Brazilcem, da sicer trener Lopez, da je odličen trener, ampak da tokrat pa... Ja, da bo šlo. Svil napad. Ja, ne svil napad, ampak pač, da se spustijo v nadigravanje. Bi tem rekel. Bravo. Še ena dobra fraza. Ja. In so dejansko se je potem izplačali. Se tudi pač Urugvajci na koncu slavili. Sam nisem pa dobil pokala, ker ga niso naredili. Pokal so dobili, niso pa medalj. Okej. No, od takrat naprej niso bili več tako uspešni, no. Niso usvojili nobenega prvenstva svetovnega. So pa usvojili nazadnje Copa America 2011, tudi pod istim trenerjem, ki je tudi zdaj. In je v bistvu ta ekipa je pač že tudi zametki so iz prejšnjega prvenstva, ne. Ja, že tam so bili ful dobri. Odlični, ne. 4. mesto. Takrat mislim, da so bili, ne vem, užitek jih je pogledati, no. Meni ena boljših reprezentanc na prvenstvu. Diego Forlán je tudi igralec prvenstva, ne, takrat. Res je znal, v odlični formi, ne, zraven tudi tokrat. Zimzeleni, ja. Tistega četrtfinala se spomnimo, recimo, ker Suarez v zadnji sekundi tekme z roko brano gol, ne, v bistvu. Ja. Tiste meni kraljevska poteza, res. Ja. To je pač, točno se vedel je, da bo rdeč pa vse, ampak... Pač probaš do zadnjega. Ja, do zadnjega točno to je, vse za zmago in je brano. Pa jasno je bilo, da bo valil penal. Ja, tudi, vse to. Ja, in je ratel proburac, polfinale. Mislim, da so kar dosegli tisti največ, kar so lahko. Zdaj, ekipa, če gremo malo po ekipi, je podobna, no. Golo je še vedno Muslera, tudi malo Zimzeleni, ne. Za Galatasaray, še vedno brani. Solidni vratar, ne. Kaj reči? Super, ja. Mislim, kar malo presenetilo skoraj, da je šel v turško ligo, se mi zdi, da bi tudi v kakšni boljši klubi bi lahko ga vzel. Mislim, da je vedno dober. Ja, vedno tako zanesljiv, ne. Ni nekih groznih napak. Pol obramba se govori, da naj bi bila nekak najšibkejši člen, kar so že dosti letih. Pa tudi Godin, ne, recimo. Glih to, meni se pač ne zdi, no. Tudi meni ne. Sploh ne, da bi bila obramba njihov šibki člen, ker, ja, tako si rekel, Godin je v življenjski formi, ne. Atletico, letos super sezona, finale Lige prvakov, španski prvaki. Ne, najboljši branilci leta. Najboljši branilci leta, ja, verjetno. Sam pa Lugano, ne. Lugano je problem, drugi Diego, ne, ki je pa že 34 let star in... Časem kot Povš. Ja, malo v rekord steče skorno. Pustili so ga pri West Bromu, ne, letos tudi, ki so izpadli, ne, tudi. Ali niso? Ne, niso, tako so bili pa slabi. No, on je tudi pač, nekako se govori, da bi ga lahko zamenil Coates od Liverpoola. Coates, ja. Zdaj, on je pa mogoče malo pomanjkanje izkušenj. Ma jaz to ne bi rekel, no. On je igral za njih, ko so Copa America osvojili kar prva. To je res, ampak zdaj pa Liverpoolu ni bilo dosti igral, ne? Ja, poškoden je bil, ne, pa se ga posodil nazaj še kaj v Uruguay v nacional, pač, ja, cel let nič, ampak okej, mogoče drugače formirati, ne. So izkušnje, ampak nobene forme ni, ne, to pa nač. Malo boljško Lugano, gladko. No, ampak če primerjaš z izkušnjami Luganota... Ja, no, to pa res, ja. Če si predstavljaš Luganota proti nekim Sterlingom, pa Sturridgeom, pa in potem... Ja, je pa res tudi, da Urugvajci igrajo dosti tako obrambo, da so ful zadnji. Globoko, ne. In to mogoče ne bo toliko problem za njega, ker v skoku je pa ful dober, ne. Ja. In bomo videli, no, zdaj, kako se bo to, kakva igra bo. Meni se zdi pa bolj problem tle sredin, ne. Dobar, če sem Beka še pozabil omeniti, sta Martin Cáceres, ne, odlična sezona pri Juventusu. Maxi Pereira, ne. Pa Maxi Pereira pri Benfici, ne, tudi finale... Napadu sta oba zelo dobre trenutno. Ja, tako da meni se zdi to čisto v redu, no. Pa sredina je pa, meni se zdi bolj šloh, no. Zdaj, malo mlajši je Edin Lodeiro, ne, tukaj, ki pa je sicer igral v Braziliji trenutno. Drugače pa še Rival Rios
zelo letih tudi, tako pa je še prvenstvo. Zanesljiv igralec. Ja, zanesljiv igralec. Gaston Ramirez je klej verjeten kot neka joker opcija. Ja, pa še Gargano. No, kot mladih, ki si rekel. Ja. Ramirez je še zmer 23 ali koliko ne. Ja, tudi to. Ja. On je imel težave s poškodbami, ne? Ja, Wes Brown ga je lepo odlomil. Tako da je potem veliko manjko, ne, pri Southamptonu. A tudi, ki je igral, nekako nikoli ni ga upravičil toliko potencijala pa vse. Res, da Southampton v neki taki formi, da verjetno tudi ga niso... Mislim, igralci, ki jih imajo, so že tako dobri, da ga niso pa mogoče vključili nazaj v neko postavo prvo. Tudi to je res, ja, tudi to je res. No, pa sta še na krilih, naj bi igrala, no. V zadnjem času, na zadnjih tekmah sta igrala Stuani za Spanjola, pa Rodriguez na drugem krilu, Atletico Madrid, ja. To se mi zdi ta dost tudi solidna igralca, no. Mogoče pač vsem boljša, kot prav v zadnji te vezni, ki smo prej naštevali. Meni smo tako zelo prav menil ta njihova s temi zadnjimi bočnimi igra, ja, zmer naprej točno. Maxi Pereira mislim, da je pri njih ponovadi skoraj najbolj sprednji. Ja, se to. Tako Dani Alves vlogo. Ja. Je pa mogoče problem pri njih, če bodo mogli igrati neko tako igro na sredini, kombinirati pa spraviti žogo pač do teh odličnih napadalcev, ki napad je pa mogoče celo najboljši na prvenstvo. Cavani, Edinson Cavani in pa seveda Luis Suarez. In mislim, da težko bi rekel, katera ekipa ima bolj kompleten napad. Zdaj je pa problem, ker Suarez ne vemo, če bo igral, kdaj se bo priključil. Nekako se špekulira, da za tretjo, ampak ne bomo zagotavljali tega, ker težko je res napovedati po teh poškodbah. Verjetno bo prvo s Kostariko izpustil, ne? Ja, to mislim, da ne bi sploh tvegali proti Kostariki, potem pa neka klop, pa mogoče potem na tretji tekmi, da bi začel slo. Je pa ena stvar, ki si rekel, Suarez je vsaj pri Liverpoolu začel tudi zelo globoko hoditi po žogo, velikrat. Tukaj je ena stvar, ki bi on sicer je pač napadalec, sploh ni dvoma, ampak dodal lahko tudi nekih kreativnosti sredine, to pa tudi lahko vedno naredi. To je res. Vprašanje pač, ja. Zelo bi jim prvo prišel, sploh v skupini, ki imajo težko, tako da je zelo škoda, da se je poškodoval. Ja. V skupini recimo, da ne bo. Zelo neumno, v bistvu, koliko je on par let že brez poškodbe, ka stroj, sploh tak igralec, ki skozi obrača pa spušča med nogcem, ki kasira po nogah skozi, pa v bistvu ostane cel kanač, pa na pripravah v bistvu, Za brez ja, za brez veze, ja. Tega je bilo še ogromno. To je res prav eno tako prekletstvo, ja. Dolga sezona je. Ja, mogoče dolga sezona. Skratka prvenstva sezona res dolga. Ja, pa mislim, da tukaj tudi dober, ne bo toliko problem, ker imajo odlično menjavo, Forlan, kot smo že prej omenjali. Sicer ni več isti, ki 4 leta. Ni, ampak je pač neki izkušen igralec, ki bo na takem turnerskem turnirju, pač se mi zdi, da vedno taki igralci dajo največ od sebe, se pripravijo in mislim, da ne bo problema z njim. Da bo lahko prvo spet v odlični formi odigral. Meni še manjka Sebastiana Breu. Ja, da bo pa nekaj to penalo, To je še en moment, ki treba reči, tako odločilen penal, pa greš hladnokrvno, pa neverjetno, mislim, res kak car. Če pa še ne Stojanov, to pa niti malo. Ja, tudi je že znal penale zadevati. To pa to, kar je znal, Ja, mogoče res. Ampak Urugvaju bi jaz sicer napovedal v tej skupini, zdaj s Suarezom, mogoče so se malo zmanjšale možnosti, težko skupina imajo, ampak bi kar rekel, da bojo šli naprej, in ker so tudi izkušena ekipa, in se mi zdi, da to v turnirjih kar prav pride, proti kakšni Angliji sploh, ki imamo mlajšo ekipo zdaj, tudi Italija. Tako da jaz mislim, da bi Urugvaj lahko bil celo prvi v tej skupini. Jaz mislim, da bo. Jaz v tej skupini skupaj s poškodbo Suareza, pa te sredino in obrambo, kar smo že malo govorili pomanjkljivosti, se mi dejansko zdi nekako najšibkejši teh treh. Bi Anglijo in Italijo v bistvu postavil pred njih. Mislim, zihar ni odločeno, ampak po mojem mnenju, jaz sem na 3. mesto. It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home, it's coming home, it's coming home, it's coming. V redu, bomo zdaj
zaključili, ne, še z Anglijo. Ena taka zelo zanimiva reprezentanca se mi zdi. 66 so bili prvaki, ne, prvenstvo je bilo takrat v Angliji doma. Od takrat naprej jim pa ni v bistvu čisto nič ratalo, ne. In zdaj oni so obsedeni s tem, s prvenstvom, totalno vsak letos je pa naše leto, ne, pa pol nikoli ni, čeprav tudi letos tega optimizma ni več. Malo zmanjkuje. Ja, malo zmanjkuje, ne. Takrat 96 je bilo, ne, futbol s Karmekov pa to, pa sem mislil, da bo okej, ne. Polfinale je sicer prišlo, ne. To je bilo evropsko, ne. Ja, evropsko, ja. Ampak tudi, to je v bistvu pol še koncev to polfinale eno večjih uspehov pri njih, ne. Še do polfinala praktično so zelo redko prišli, ne. Za neke izumitelje športa je to malo nekako porazno, ne. Tako da, v bistvu, če tako pogledamo, 6 od zadnjih 10 velikih tekmovanj so izpadali iz penalov, po penalih, ne. To je... A so sploh že kdaj zmagali penale? Ja, enkrat, glih na tem prvenstvu, ko si ga omenil, Euro 96, ampak so pol na tem istem prvenstvu tudi izpadali, potem kasneje. Zmagali so Španijo, ja, izpadali pa v polfinalu proti Nemčiji po penalih, ne. Na svetovnem pa niso zmagali nikoli. 3-krat so jih imeli, 3-krat zgubili, kar je najslabše na svetovnem prvenstvu, da so reprezentanci, ne. Ja. Da pa res ne more pa še enkrat zgubiti v penalih. Gerard je rekel, da jih veliko trenirajo, ampak nekako, da si ne razbijajo glave preveč s tem, ne. Po mojem nekje temu podzavesti pa te penali skozi težijo, ne, ker to je, ja, kaj tam že v osnovi so penali neka fužična stvar, za njih je pa mora biti pa zdaj še toliko bolj živčno, da... Ja, ne, ampak nekako lobi pa nekako tudi prišel kam brez, da sploh pridejo do penalov, ne. To bi se tudi dal, ampak jaz mislim, da z Royem Hodgsonom na čelu, da to nekako ne bo šlo, no. To je en selektor, ki se meni sploh ne zdi primeren. Res za Angleže. Mislim, on se že 38 let se hvalil s tem, da je osvojil John West Tuna pokal na Švedskem s Halmstadom, ne. Kaj pa je to? Ja, nek pokal na Švedskem, ja. To je bilo v 70-ih. Tuno dobiš za nagrado. Ja, ne vem, ja. Eno ogromno konzervo tune, ja, zlata konzerva. Ne vem, na Švedskem je pol bil še z Malmejem parkrat prvak, 5-krat. Zato je pri njih legenda, to je pa vse, kjer je on legenda. Mislim, ok, Švica je pripeljal do 3. mesta na FIFA lestvici. To je taka lepa zadeva, ampak to ni... FIFA lestvica je tudi nekaj. Ja, to je spet nekaj novega, ja, ampak ni nekih res unih opremljivih končnih uspehov, ne. Poraz v finalu UEFA z Interjem, ko so bili kar favorizirani proti Schalkeju, pa pol poraz s Fulhamom proti Atletiku, ne, ok. To je bil overachieving, ne, ampak to je za njega najbolj značilno, da neke presežke vleče iz ekip, ki so malo slabše, ne. Mogoče, ja, jih razmišlja, ne. Mogoče pa to, kar Anglija pa rabi, ne. Ne vem. Ker zdaj nekako, zdaj so igrali proti Ekvadorju, ne. Pa da se bo kao prilagajal nasprotniku, pa poizkušal z nekimi novimi, ampak to je meni se zdi bolj naslepo neko probavanje. Ja, Milner, da je igral desnega beka, ne. Ja, pa je bil totalno zanač. Mislim, ja, katastrofa. Meni se to zdi že v osnovi neumna ideja, da zato, ker je nekdo krilo, pa ni lihkuno hitro driblersko krilo, pa ker ima malo neke defenzivne kvalitete, da bo zaradi tega pol se kar znal postavljati v obrambi, pa to, kar je potrebno, pač ni, ne. Mogoče kaj mlajši, da je nekoliko to smer. Ja, pri 28-ih, ja, en igralec, ki je v bistvu že igral na vseh krilih, pa na sredini igrišča kot playmaker, pa ne vem kaj še vse, ga zdaj na desno beka dajati, mislim, ne, in je bila polom, ne. Pa, ne vem, tudi Rooney na levem krilu ni to, kar bi bile, ne vem, sanje vsakega navijača Uniteda, ne. Tako da, bolj neki na srečo, no, se mi zdi. Nekih idej, ja, nima nekih pravih idej. Tako da, kar se pa tiče ekipe... Sama ekipa je pa dobra, ne. Mislim, niso toliko slabi igralci. Ne, niso. Zdaj sicer z obrambo se mi zdi meni, da je en predproblem na desni strani. Tam je Glenn Johnson, ki je zgledal letos, da se mu sploh ne da, saj za Liverpool. Zato je tudi probal Milnerja, ker je res nekoliko zadnja... Ja, ampak to on bi lahko, ne, probavati Milnerja, recimo, če ti pokličeš reprezentanco, pa se ti nekdo poškoduje. Ne pa, da je on že iz prve starta poklical enega desnega beka, menjavi, zato sta pa Chris Smalling, ki je v osnovi centralni branilec, to je prvo, drugo je imel zelo slabo sezono. Pa James Milner, da bo neki zdaj pred svetovnim začel tako emergency krpati desnega beka, ne. Poškodba Kyle Walker je, ki je malo v bistvu... Ja, malo jih je, ja. To ni vrhunski. Zdaj zanimivo je, recimo, že sam pri Liverpoolu je John Flanagan letos, kar se meni tiče, pokazal več od Johnsona. Pa sploh ne trdim, da je on bolj primeren v poklic, ne.
ker treba gledati še na dosti drugih stvari. Je pa tudi igral večinoma na levi. Ne? Tudi na levi, ampak tudi on je pa v osnovi desni bek, Flanagan. Ne? Tako da, ne vem, mogo bi sprobati še kaj drugega, ne? Na stand-byju je tudi John Stones od Evertona, ki je tudi sicer centerback, ampak je letos igral parkrat na desnem beku, pa je zmeraj impresioniral. Ja, se tudi, če bila opcija, recimo pač imajo pa dva izjemna leva beka, ne? Ja. Leighton Baines in Shaw. Luke Shaw, ja, kar precejšnja potencijal. Da bi eno teh na desni. Sicer to je spet tako, ne? Ja, to je spet podobno kot Milner, ne, pa neki problem. Ja, ampak... Malo bližje vse, ampak ja, še zmerno. Tudi centralna obramba je Terry manjka, ne? Pa ni niti sam problem v samo Terryju, kakor to, da sta on pa Cahill imela res dobro navezo letos. Bolj celo najboljši dvoj. Ja, v Angliji po mojem, da ja. Sicer z Jagielko ni nič narobe, potem sta pa kritje zadnji Smalling pa Phil Jones iz Uniteda v bufni sezoni za oba. Kakor sta nadarjena ali karkoli, pa bodo še imela karieri. Ja, čeprav pa na sredini, sploh te malo bolj defenzivni logi so pa po moje ful močni. To pa so, ja. Klej pa so, Gerrard imel kar fajn sezono v ekipi leta je bil, 13 golov, 13 asistenc. Nekaj podobnega velja za Hendersona, ki je totalna preobrazba letos, vidna. Jaz nekako se kar pričakuje, da bo to ona dva držala sredino kle, Potem, zdaj zelo odvisen je pa potem, kakva bo sploh cela formacija, pa kdo vse bo igral. Starič v špici se nekako si kar pričakuje, 21 golov v prvenstvu. Pa Runih je dal 17, Človek nekako ne bi sploh pomislil, ker je to kritika na United pa na njega. Nekje iz sence je on dal še 17 golov letos, Se Runi je vedno toliko v središču pozornosti, vse pa so, da... Čeprav pa ena stvar, da on še ni zadev na svetovno prvenstvo. Ne, ni, slaba svetovnoma, On je imel tisto Euro 2004, pa 18, ki je v bistvu ful eksplodiral, Pa ni glih neki za se hvaliti te njegove predstave na prvenstvih, Sploh ne vem, za kjerga Angleža tako v zadnjih 15 letih bi lahko rekel, da je imel neke vrhunske predstave za reprezentanco. Ashley Cole, kaj ni. Mislim, nobeni ni, da bi, ne vem, v klubu se mi zdi vedno več pokažejo, Pa prije za reprezentanco igrati, pa je nek povprečje. Ja, neka res posamezne vmeska so, Pa kak lepi goli padajo, kakšen Joe Cole, ki je enkrat je dal 26, eno res golčino. Gerrard se ponovadi zelo trud, vsaj za reprezentanco, zdaj, ko bo njemu ratel ven iz ene anonimnosti stopati, bomo še videli. Igralcev je precej, Tudi James Milner, mislim, da ima lepe šanse za dosti igrat. Sploh še izpostavil mogoče Lallano, Tudi, Pa Sterlinga, ki se mi zdi ta neka taka mlada, ki bi lahko res... Eksplodirala letos, Z enim trenerjem, ki zna to ponuditi, bi to šlo super. Če pogledamo v bistvu, koliko igralcev igra za Liverpool v angleški reprezentanci, 6, pa ne bomo šteli sem Lamberta, ki je lihkar prestopil Liverpool, pa nekak ni igran. 5 bi jih lahko bilo v prvi postavi iz Liverpoola, ki je letos igral res dober, To bi tudi po mojem mogli biti nek njihov recept, ko da rečem. Jaz ne bi nič stavil na to, da bo recimo Sterling igral, Saj iz prve, mogoče bo, vse ne vemo. Se mi zdi pač, ne vem, če bojo to naredili, ampak da bi zelo dobro, da bi si oni dali kot neko Liverpool igro tudi za nek osnovo te reprezentance, in potem tudi neko gradilno. Jaz se to čisto strinjam, ampak s Hodgsonom se mi to sploh ne zdi možno, On ima pač nekako, on je igralec, trener, ki je prišel v Liverpool, tam je imel Dani Lagerja, v obrambi, na vrhuncu svoje igre, modern branilec, spreten žogo, veš pa vse to, In on ga je na koncu imel zamenjavo na levem beku za Končeskega. Se pravi, to je bolj za njega značilno, In jaz bi rekel, je pa res, v Angliji se obeta ena kar fajn generacija, Se pravi, Oxlade-Chamberlain, Sterling, Ross Barkley, še njega treba ne omeniti, mladih, Luke Shaw, John Stones, ne vem, koga sem še spustil. Wilshere je 22 let star, pa je na sceni že milijon let. Tako da, za enim trenerjem, ki bi znal kaj iz tega potegniti, lahko Anglija na mogoče prihajajočih prvenstvih kaj pokaže, kles pa bojim, da ne bo šlo. Malo so tudi neizkušeni še, Trener, pa če vse to še štejemo, njihova obsesija, tudi za 11 metrovkami pa vse skupaj. No in kaj so vajne napovedi? Jaz se ne spomnim več, kaj sem prej napovedal za ostale, za Italijane, pa Uruguay, ne vem, Ti si rekel za oboje, da boš šli naprej. No, še dobro, ker za Angleže, ne bom rekel, da to posla ne bojo, ampak še najmanj mi je presenetil, če oni ostanejo v skupini. Jaz tudi bi napovedal Italiji, pa
Urugvaju, da bi šli naprej, Anglija, da bo pa tretja. No. Mislim, da bo prvi. A da bojo prvi? Da bo prvi. Profigma, da bo to neka zmaga proti Italiji, Ross Barkley, 2 gola izklopi. Ja. Začel bo govoriti, this is the year, football's coming home, pa smo na finale penali. A ja, pa šlo. Ko se mi zdi, no. Niti malo ni neverjeten scenarij, tudi to, ne. Ampak se mi zdi, da oni ponovadi dejansko še kar dobro začnejo prvenstvo, no. Tako da to bi bilo moje nekaj. Ja, evo, glih da Ampak še to ne celo tekmo, tako pol ure. Mislim, iz skupine ponovadi pride. Ja, se tudi, ja. Pa ja, če bojo prvi klikle po eno križanje z Grčijo, ne. 11 metrov, gotovo. Sti noro, da bojo Grčijo premagali po penali. Ja. Sploh ne. Žralo da spodržno zadnje. Jo, ma daj, sem jih. Okej. Ja, zdaj smo tudi nekako povzeli, ne, cela skupina, ne, s tem, tako da v bistvu je bilo to nekako tudi to za našo 4. epizodo, ne. Tako da se vidimo pol kar naslednjič. Bi znala biti 5. epizoda. Bi znala biti 5, ne. Tako da, hvala za oglede in adijo. Adijo.